še vedno vse posod polno. Hvala vam. V naslednjem sklopu bo pred Prešernovim spomenikom malo več ljudi in sicer vabim predstavnika invalidov, gospoda Luja Šproharja, Aleša Primca, Glas za otroke in družine, Joška Jurasa, Zavod 15. junij, gospoda Darka Vavpotiča, predstavnika civilne iniciative za zaščito Moravške doline in gospoda Vilija Kovačiča, predstavnika Davkoplačevalci se ne damo. Glede na to, da se počasi približuje čas, ko smo rekli, da bomo zaključevali naš protestni shod, glede na to, da smo slišali res veliko pozitivnih, spodbudnih misli, po drugi strani smo pa tudi obljubili, da bodo civilne iniciative in vsi, ki se res trudijo, da bi vsak na svojem področju reševal probleme, ki so in ki so veliki, bomo zdaj dali za kratko besedo tudi še vsem tem. S tem se počasi naš shod tudi zaključuje. Gospod Luj Šprohar, dr. Luj Šprohar, na kratko, kako vidite glavne probleme in rešitve za slovenske invalide? Ja, predvsem je stvar v zakonodaji, ki je narejena narobe, tako, ker ne bi smela biti. Zakonodaja bi mogla biti taka, da bi ščitila invalide pred državo, narejene pa tako, da državo ščiti pred invalidi. Ampak se niso samo to, so tudi druge ranljive skupine, so tudi kronični bolniki, so tudi brezdomci, so tudi duševno zdravje in teh ljudi je približno 600 000 v naši državi. In za te ljudi je država dolžna poskrbeti. Enostavno jo moramo prisiliti, pa zakonodajo treba malo poenostaviti, ker je zdaj preveč različnih zakonov, ki samo begajo. A je to? Ampak zato se treba boriti, ker nekateri invalidi imajo dosti privilegijev in je tudi v tem feralno cirkus, kdo bo koga in kdo bo ki vzel. Jaz sem hotel še nekaj drugega reči, če mi Marjan dovoli. In sicer mene moti, zdaj gremo samo za sekundo na kmetijstvo, mene moti, da svetovne korporacije uničujejo kmetijske dežele, malih dežel, kmetijske sisteme malih dežel. In to so zdaj vse vlade tako dela in tudi ta vlada isto dela in nas želi narediti, da bomo odvisni. In zakaj moramo mi jesti španske češnje pa jagode? Zakaj ne bi Španci jedli naših jabolk pa hrušk? Sam tako je treba narediti, da kmetom dati možnost, da lahko delajo in lahko pridelajo in tudi prodajo, pa da ne služijo zraven tisti, ki niti pojma nimajo teh stvari. Ampak brak je v tem, da je v naši vladi precej komedijantov, ki so pa amateriji, predsednik je profesionalc, seveda. Še tole bi rad rekel, gledajte, vsi konc koncev vse pa ni tako črno, čeprav bo malo noč. Imamo svetovnega prvaka v kolesarstvu, imamo svetovnega prvaka v motokrosu, imamo svetovno prvakinjo v plezanju, imamo svetovno prvakinjo v smoku, smo evropski prvaki v košarki, smo srebrni v odbojki, smo bronasti v rokometu in danes bomo še Makedonce nabili zvečer. Tako da fajn trenirate glasove, da jih boste zvečer imeli, da bomo upili. Skratka, koliko so že rekli, fantje, tukaj, lejte, Kennedy je leta 60 zmagal v Ameriki z geslom, jutri bo v Ameriki sonce. Ja, dajmo mi reči, jutri bo v Sloveniji sonce, in zato, ker smo ga že imeli nekaj danes, jutri ga bo še več. Delajte tako naprej in za nas, za Slovenijo, srečno. Hvala lepa, dr. Luj Šprohar. Gospod Vavpotič, tretja razvojna os od slovensko-avstrijske meje na Koroškem do slovensko-hrvaške meje v Beli krajini je izjemno pomembna infrastrukturna pot in ravno zaradi teh korupcijskih razlogov se je denar odtekal v zasebne žepe, ne pa tam, kjer bi ljudje to najbolj potrebovali in tretja razvojna os je gotovo ena izmed teh. Na kratko, kaj je vaše sporočilo, kako hitro priti do prave trase osi tretje razvojne osi? Hvala lepa.
TEŠ6 je bil potreben energetski projekt, ki so ga ugrabile lokalne skupnosti, lobiji in plačani strokovnjaki. Sledila je katastrofa za rudarje, energetiko in nas, davkoplačevalce. Zaradi posameznikov smo izgubili vsi. Tretja razvojna os je prav tako potreben projekt, namenjen krepitvi regionalnih centrov. Povezala naj bi Slovenj Gradec, Velenje, Celje, Novo mesto in Belo krajino. Zgodilo pa se je enako. Isti lobiji iz Teša so dosegli, da se Velenje in Celje sploh ne povežeta. Posledica je prometno neučinkovita trasa F22, ki je več kot 300 milijonov dražja zaradi tunelov, uniči se kmetijska zemlja najboljše kakovosti in razseli celo vas s 100-letnimi domačijami. Za polno mero nesmisla pa Dars po boljši trasi F6 načrtuje še eno hitro cesto. Eno bi izsilili, drugo naredili iz potrebe. TEŠ6 je slonel na zlaganih podatkih o premogu, tretja razvojna osi na zlaganih prometnih podatkih. Zaradi prevelike porabe denarja med Velenjem in avtocesto A1 je ogrožena izdelava celotne tretje razvojne osi od Koroške do Bele krajine. Komu je mar za milijone? Komu je mar za milijarde? Komu je mar za zemljo? Komu je mar za domove? Nam je mar. Po Tešu je tretja razvojna os druga plat iste medalje. Tretja razvojna os je druga milijarda istega lobija. Denar je možno prihraniti. Je bilo možno prihraniti pri Tešu in tudi tretjo razvojno os je možno hitro zgraditi. Korupcijo pri velikih projektih moramo ustaviti enkrat za vselej. Hvala lepa. Joško Joras je simbol boja za pravično slovensko-hrvaško mejo in največja žrtev neustrezne slovenske politike. Če bi imeli več takih ljudi, kot je Joško Joras, ki se je odrekel denarju, ki so ga ponujali za to, da bi ljudje molčali, ko so nam jemali zemljo, če bi imeli več takih ljudi, bi danes imeli teritorijalno dostopno odprto morje in celotno ozemlje, ki nam je pripadalo vsaj od časa do časa 25.6.91. Joško Joras, izvoli, kaj je tvoje sporočilo? Hvala lepa. Rešimo Slovenijo, kateri so jo zapeljali v nečvirje. Sporočam aktualnim politikom na oblasti, nisem suženj, nisem hlapec in z mene ne boste naredili novega parazita. Naši predniki, slovenski narod oziroma družba je v preteklosti ustvarila pogoje, da imamo svoj jezik, svojo kulturo, dobili smo svojo državo in danes nam oni na takšen lahek način razprodajajo gospodarstvo, ozemlje naprimer, in tudi naše duše na nek način, ker nas počiljajo na vse konce, samo doma se ne moramo več počutiti tisto, kar bi se morali počutiti v zavetju. Zato vztrajamo, da ostanemo v Slovenijo in da se splača truditi za Slovenijo. Hvala lepa, Joško Joras. Hvala in polna podpora za tvojo borbo. Hvala za vse. Vili Kovačič je borec, civilna inicijativa Državljan K. Bori se na način, ki gre mnogim na živce, ampak take trudi treba imeti, če hočemo nekatere stvari spremeniti. Vili, kako bi ti povedal, kaj je treba narediti? Kaj je treba narediti? Treba je organizirati nov shod na Gregorčičevi pred vladno palačo. Kajti ne verjamem, da nas bodo poslušali, slišali nas bodo, poslušali pa nikoli.
Kajti njihova mentaliteta je drugačna. Oni so čudaki, oni so posebni ljudje. To je predsednik vlade govoril. In zato se ne zanašajmo, zato moramo biti glasni. Navijam za glasnost in perestrojko. Najprej glasnost, vsi ne doma na kavču in v gostilnah, ampak na ulicah. Čeprav nas merajo z uličarimi, to je edini medij, ulica, da lahko pridemo do besede. Kar se pa tiče sedanjega stanja, bom izpostavil dve stvari. Drugi tir in ljubljanske volitve. Drugi tir, zavedajte se, to ni končana zgodba. Ta zgodba ne pije vode in tudi vlada bo to spoznala. Čim prej bo to spoznala, tem manjša škoda bo na Slovenijo. Ampak oni so gluhi, ne poslušajo ne zakonov, ne ljudi, ne stroke. Stroke poslušajo samo svoje hlapce. In s temi se hvalijo soočenja z nami, ki ponujamo alternative, pa nikoli nočejo prisrčevati. Zato silimo polemiko na temo alternative, kajti za drugi tir so odlične alternative, ne pa to, kar se ne dogaja. In prihranili bomo 2 milijardi. Upam, da bomo v kratkem organizirali omizje na to temo. Druga točka, ki pa je moja točka, so pa ljubljanske volitve. Ljubljanske volitve so bile organizirane tako, da je prišlo do uzurpacije lokalnega medija Glasila Ljubljana. In zato sem se jaz pritožil. Ta zadeva še ni končana. Druga točka pritožbe pa je uvoz volivcev. Zamislite si to. Danes obstoja možnost, da seliš volivce iz občine v občino, iz kraja v kraj in celo pridejo iz republik bivše skupne države. Za Ljubljano imamo podatke, da je pa 35 000 uvoženih volivcev. Jaz ne bom tega raziskal, to mora raziskati kriminalistična policija. In to mora odrediti sodišče, da se ne bo nič zgodilo. Jaz čakam na drugi nalog, ki ga vlečejo še in še, čeprav volilna upravila morajo biti ekspresna upravila, ne pa vlečejo celo poletje. Jaz sem se pritožil 24. na Božič zvečer in še zdaj ni odločbe. Skratka, zgodba ni končana in kar bo novega, vam bom sporočal na internetu pod državljanom.si. Lepo vabljeni tudi na sodno obravnavo. Hvala lepa.